In dali so življenje, in to je Mojca Koletnik tudi že omenila, dali so življenje tisti, ki so v Avstriji, niso bili vredni nobene pohvale. Tako kot Lipi Kolenik. Leta 1946 že, torej ne dolgo po koncu vojne, je pokrajinski odbor Osvobodilne fronte napisal eno pismo britanskim oblastem, kjer so pač rekli, da bi naj nehali s tem, da se hišne preiskave stalno neha, da bi se naj nehalo s tem, da se antifašiste zapire, da bi naj končno konsekventno odstranili iz vrst policije nacistov. Vse to se ni storilo. In Lipi Kolenik je v tisti knjigi, ki je Mojca omenila, napisal, da je on bil deležen 20-krat, da so hišno preiskavo pri njemu naredili. On je bil 13-krat zaprt med 3 dnevi in 3 meseci. Leta 1949 Majnika so mu domačo hišo zažgali in gospodinska poslopja. Tako da je bil en bivši partizan prav srečen, da so bivši zavezniki končno leta 1955 zapustili to deželo. Samo med ljudmi bi rekli, da avstrijska država ni imela olike. Normalno je, da rečeš hvala lepa, če ti nekdo nekaj stori, če ti nekdo nekaj podari. In oni so podarili svobodno življenje, oni so podarili sploh to možnost, da lahko diskutiramo, kakšen bi bil naš sistem. Pod nacisti ni bilo kakšno diskusijo, tam si bil zaprt in fertik. Oni in one so se za to borili, noben v tej državi jim ni rekel hvala lepa. Hvala, da ste to naredili. Nasprotno, oni so jih še blatili, črnili. Eden tak najbolj zame groznih, ni tako grozen, ampak bila je ena diskuzija leta 2005 v avstrijskem parlamentu v Zvezdnem svetu in sicer je zato šlo, da bi se končno, zdaj se bom pomislil, 2005, vojna je bila konc 1945, da bi se končno rehabilitiralo deserterje. Partizani, ki so tukaj se borili, ki so bili koroški Slovenci, so prav tako bili v svoji večini deserterji. Oni niso bili še rehabilitirani, kar se tiče tega področja. In predzadnji govornik je bil en, jaz ga tudi nočem imenovati, ker se mi ne zdi prav, da se stalno tiste tate imenuje, ampak on je bil predviden za to, da bo postal po tej avstrijski logiki, da bo postal prezident Bundesrat Zvezdnega sveta, to je tretja najvišja funkcija v tej državi. In on je v tej diskuziji najprej blatil desertere in pol je blatil partizane. Zdaj, on je bil od PZÖ, to je bila tista naslednica, ki si je Hajder zmislil in od teh smo to že vajeni, nažalost. Ja. Ampak zadnji govornik je rekel, to je bila dobra diskusija. To je bila dobra diskusija, je rekel. In to je v protokolih in nobeden. Tam so bili navzoči socialdemokrati, tam so bili navzoči zeleni. Nobeden ni vstal in je rekel, kaj pa je to za ena dobra diskusija, če nekdo blati partizane in če nekdo blati desertere, ki niso hoteli se boriti v nacistični vojski. Kakšna je to dobra diskusija? In ta človek bi postal prezident, če ne bi slučajno se pol en uradnik premislil in to časopisem dal. V tem momentu, ko je bilo v časopisu, so se seveda vsi razburjali, ki so imeli kaj zapovedati. Samo jaz se vprašam, na katerih ušesih so takrat sedeli, ko so to slišali. In to je tisto, česar nikoli ne smemo dovoliti. Seveda je tako, da se vedno spet zgodi, da imamo politične nasprotnike. In ta človek, ki je rekel, to je bila dobra diskusija, ni politični nasprotnik, to je antifašist. Ta je v redu, jaz ga drugače po drugih stvarih poznam. Ampak včasih so že tako siti tega, da pač molčijo. In jaz mislim, tisto molčenje si borci in borke za svobodo niso zaslužili. Oni so si zaslužili, da jih mi prav tako branimo, kot so oni to branili, da lahko dostojanstveno do danes živimo. Smrt fašizmu.